Na obisku. Z veseljem vam predstavljamo novo serijo podkastov Na obisku. V dolgem vročem poletju vas bomo vsak petek opoldne povabili k poslušanju pogovora z nekaterimi zanimivimi strokovnjaki in člani Slovenskega združenja bolnikov z limfomom in levkemijo. Vabljeni k poslušanju. Gosta prvega podcasta je Linel Na obisku od letošnjega februarja pozna vsa Slovenija. Vrhunski strokovnjak, zdravnik, doktor znanosti, profesor na medicinski fakulteti, specialist internist hematolog, predstojnik kliničnega oddelka za hematologijo UKC Ljubljana, no ne nujno ravno v vsem tem vrstnem redu, predvsem pa vztrajen, prizadeven, neomajen, neposreden, pa včasih tudi trmoglav človek, ki ne skriva svojih čustev in občutkov. Profesor dr. Samo Zver, dober dan. Zdravo. Koliko se vsega tega prebere, pismo, kdo bi si mislil, če tako gledaš, ko poslušaš, ko je hec, či zabavno, videti pismo, ne. A pa je to sploh pomemben, se meni zdi, ne. Po moje ne, po moje je zelo pomemben ime pa priimk, ne. Tisti zraven, ne rečem neka stroka, ampak drugače pa je solata, Solata. Kaj pa ti človeške lastnosti, značajske, ko sva rekla? Ne, sej, da nisem tako nesramen ali pa nespoštljiv, ne rečem, da tudi sam si postopoma gradim nek odnos do tega. Recimo, enkrat mi je par let nazaj sta mi rekla moje hčere, a ti res predavaš na fakulteti? Pa sem rekel, ja, ne. Pa zakaj tega ne poveš, ne? Se to ni nič tazga, ne, pa sta rekla, pa je, ne, in tako naprej. In potem se zaveš, da po bistvu, da bo mogoče, da si učitelj na fakulteti, pa tudi ni tako brez veze, ne. Ampak sem rabo nekoga drugega, da mi to pove, ne, pa pokaže. Tako da sam jaz teh stvari ne vidim kot tako, ne. Ampak naj povem, če sem glih pri tem učiteljevanju to, ne, da mi je vedno bolj to všeč, biti učitelj na fakulteti, oziroma učitelj, ne, ker imaš privilegij. Recimo sem nosilec predmeta kri v 5. letniku medicinske fakultete, pa hematologije v sklopu interne medicine. In učni program se lahko sestavim tako, kot mislim jaz, oziroma skupaj z našimi kolegi, da je prav, ne. Da je tak, da je študentom prijazen, zanimiv in da bo hematologijo znal, ne. In je en fajn občutek, ko lahko narediš tako, kot ti veš, oziroma si predstavljaš, da je prav. In to je res en tak privilegij. To sem odkril zadnje leto, 2, ne, in sem hvaležen za to. Sem se pogovarjal o tem tudi z dekanom, z Igorjem Švabom, ki je zelo fajn človek. In se vedno bolj čutim fakulteto, mogoče bolj kot klinični center fakulteto, tako da mi smo zaposleni nekje večino klinični center, delno pa fakulteta, tudi medicinska. In se mi prej vedno zdelo to tako kar nekaj obskurnega, pa se mi zdi vedno bolj pomembno. V bistvu imate verjetno vpliv na prihodnost, na razvoj svoje stroke, ker vzgajate mlade ljudi, ne? Ja, in to, a ne, jaz zmišljam zelo tako po kmečk, ne, jaz jih naučim neke visoke hematologije, pa neke genetik, pa to. Mi učimo za zdravnika splošne medicine, ki prihaja iz fakultete, ko ga mi spečemo v narekovaju, pa pripravimo na delo. In on mora znati anamnezo, klinični pregled, krvno sliko, osnovno biokemijo in postaviti diagnozo oziroma diferencialno diagnozo v sklopu tega. Nobenih markerjev, nekih pretočne citometrije, genetike, to je brez veze. To ne rab, to se boš naučil, če boš prišel k nam za specializanta. Ti rabiš tisto osnovno, da boš na osnovi teh, ki ima vsak zdravstven dom v Zgornji Kungoti, ne, pa ne mislim, da je to nek brezvezen kraj, sploh ne, na voljo, da bojo znali, da znaš na osnovi tega vedeti, kaj tebi je. Spomnim se, ko ste enkrat na okrogli mizi dejali, da telemedicina že, pa da je fina in tako, pa vendarle, da mora vsak študent vedeti, kje ima človek vranico. Ja, seveda, ne, in tele že ima dvojni pomen. Eno je tele, da je oddaleč, pa tele kot tele, ne, da se obnašaš kot tele, ne.
ali pa da si pameten kot tele, ne. Tako da oboje je slabo, tako da tudi ta telemedicina ne more biti nekaj dobrega že zaradi tega, ne. Prvič, ne moramo nadaljavo bolnike ocenjevati, drugo pa ne moramo nadaljavo delati nekih zaključkov, kamoli zdraviti. To je skregan za vso pametjo in jaz mislim, da je prihodnost v tem, ne prihodnost je v tem, kjer je bila preteklost tukaj, ne, se pravi pogovor, anamneza, dobra anamneza, dober klinični pregled in osnovno poznavanje krvne slike, ne, ki je hematološki EKG, ki je preiskava, kot je v medicini ni, stane 3 evra, tiste izmešina diferencialna 5 evrov zraven, se pravi 8 evrov, pa kje za vraga dobiš za toliko majhen denar, toliko podatkov o človeku, nikjer. In to moraš znati, to krvno sliko, ne? In to probamo ljudi naučiti, zelo tako na tak kmečki, elementaren način, mislim, da nam ratuje. Tudi zanimanje za hematologijo me študenti naraščajo, odkar je predmet kri. Nas imajo radi, si drznem reči kaj večkrat, kaj sprašujem, ponovadi jim rečem, kako ste, ne, pa no, kako vam je tukaj pri nas všeč, vam je všeč, ja ali ne, ali si ne upate povedati, da vam ni všeč. Pa malo inačeš, pa kakšni kaj povejo, pa tako. Večinoma jim je všeč, ne. Profesor Zver, tudi bolniki vas imajo radi, ko ste uporabili, ne, to besedo, da vas imajo študentje. Bolniki, to vemo, v Združenju Limfom Levkemija tudi vam pravijo naš zver, naš zverko, naša zverina. Tako vas govorijo. Zanima me, kako stkete ta odnos z bolnikom, da vas spoštuje, ceni ne samo kot zdravnika, ampak tudi kot človeka. Pa vsega ne, mislim, se obnaša se tako kot z vsemi drugimi, ne, ker nimam nekih posebnih pravil, ne, jaz sem z vsemi malo neresen. Tako, takrat, kadar si to lahko pač njene okoliščine lahko privoščeš, ne na prvi stik ne moreš reči, ko nekoga spoznaš, začeti z nekimi nebulozami, pa kakšnimi šalijimi, kar ne veš, ampak potem, ko spoznaš, je pa prav, pa ko veš, da približno kaj se temu človeku dogaja, kaj se mu kuha v glavi, da se mu približaš na en tak način domač, da mu kažeš, da ga razumeš, da si tudi ti človek, ne. In se mi zdi, da je to tisto, kar rabimo, ne, da mi smo tudi ljudje, ne. In recimo jutri sem lahko jaz tudi na isti posti, kjer leži on, sem lahko tudi jaz. In zakaj mu ne povedati neko neumnost, recimo kaj zdaj, ko pridem na glavno vizito, pa tam kakšna gospa leži, pa rečem, kakšno lepo rutko imate, gospa, ne. Recimo roza rutko, to ste kombinirala z roza obrobo na vaši zeleni jopici, ali kako je to ciljeno, ne, pa tako nekaj misliš ne režati, ne. Ker se tako pogovarjajo, pa vidijo, da si čist normalen človek, ne. Pa še sproti vprašaš na koncu, pa še kaj zanima, bi kaj želite vprašati, pa tako. In tudi ljudje potem se ti lažje približajo, ko vidijo, da nisi nek oholež, pa tako naprej, ne. Tako da to je, mislim, da je tak pristop sigurno prav, ampak skoro kot pravim, delam tega načrtovano, tak sem, ne, da imam vedno neke neumnosti v glavi, jaz se počutim še vedno dostikrat tako kot v srednji šoli, čeprav znam za razliko od takrat biti tudi resen. Pa odrezal, ko je treba, no, ampak v načelu sem prijazen do vseh. Če pa kdo neprijazen iz prve ali pa res nesramen, znam biti pa še bolj nesramen kot on, ne. Ravno tukaj sem želela nadaljevati, rekli ste, študentje imajo kar radi in predmet in vas, pa bolniki to tudi vemo, vas imajo radi. Kaj pa vaši šefi? Ja, to morate njih vprašati, ne. Ne vem, recimo opažam sigurno, da na sestankih zadnje čase so dosti spoštljivi z mano, ne. Pa ne rabim jaz neko spoštljivost pa to, ampak to tako. Nisem čist z levo roko, no, me sprejmejo, pa tako so prijazni. Dostikrat tudi kakšen kličem koga na kakšne urade, pa se predstavim, ne, so prijazni, mi pomagajo, ker slišijo za kakšne stvari. Tako da to je lepo, no. Mislim, ampak drugač pa je to tako, veste, jaz sem tak, kot sem, zato, ker meni te funkcije ne pomenijo kaj dosti. Jaz sem tukaj na vlogi predstojnika, zato, ker imam to hematologijo rad.
ker mi ni vse za njo, prišel sem kot slepi strelec, ni bilo nikomu na meni sem prid in mi je dalo vse, kar raben tak človek za nek poklicni pa strokovni razvoj. Ne. Bil sem šefa, profesor Peter Črnelič, ki je vedno razumel, vedno podprl vsaki stvari, nikoli ni rekel ne. Imel sem možnost narediti akademsko kariero, ker tudi ni bil moj namen, pa sem imel nekako nehote. Postal sem ene vrste vrhunski strokovnjak v Sloveniji, čeprav nas je tukaj toliko malo, da je težko govoriti, da si v vrhu nečesa, kar je itak vrha, praktično ni, ker nas je tako malo. Pa videl sem pol sveta, ne, in pride en čas, ko moraš nekaj vrniti temu, kar te je naredilo. Ne. In jaz tako gledam, da sem zdaj v poziciji vračati tej hematologiji, ker je silom okoliščin. Sem jaz nekaj najstarejši, imam znotraj hiše neko ime pa položaj, kjer moje mnenje nekaj pomeni, oziroma če začnem kaj godrnjati pa braniti, vejo, da bo težko priti čez. Recimo zadnjič enkrat so bil en sestanek, pa šel nekdo od mlajših kolegov na sestanek, pa je rekel, grozen je bilo, skozi so me nekaj spraševali, pa skozi me nekaj težili. Pa sem rekel, pa kaj, zakaj me to tako sprašujejo? Pa je rekel, jaz danes ni zvera, pa danes lahko. Danes lahko. Se ravno, to sem imela v mislih, ta vaša včasih trmoglavost, vsekakor je morda boljša beseda, neomajnost. V mislih imam to kampanjo Kar-Te, ki se nekako spontano razvila v mesecu februarju, ko si niste dali dopovedati, da projekt Kar-Te še ni zdrav, da bi zaživel. Če skrajšam, 2 leti ste na tem delali, cela skupina strokovnjakov, denarja ni bilo za zagon, ste rekli, če tukaj ne gre, odpiramo, iščemo nova vrata, ste jih odprli, iskali, našli, odprli in prav kmalu bo Kar-Te zaživel. Ja, tudi tako, če veš, da je ena stvar prav, pa da moraš narediti, pa ne narediš, tukaj ni druge matematike in ko enkrat to veš, je vse lahko, ne, in če veš, da imaš prav, pa da meni se prej nisem zaključil mene, recimo tudi, če me kdo odstavi z te funkcij, mi naredi samo uslugo, ne, ker lahko zaživim neko normalno življenje, pa imam tudi sam sabo dosti dela. Ne, nazadnje tudi nisem povsem zdrav, pa si delam škodo z vsem tem, ampak v redu, ne. Hočem reči, da sem neobremenjen, marsikdo mi je na začetku pravil, pa daj malo pazi na jezik, misli na reelekcijo, pa tako naprej. Meni to brez veze, kaj če misli na reelekcijo. Če se mi bo dalo, če bom presodil, da ima hematologija še naprej korist od mene, tukaj ta ljubljanska, slovenska, potem bom ostal, drugače pa bom šel, meni to ni problem. In ko enkrat veš, da nisi obremenjen sam sabo, da imaš samo usmerjen s tistim, kar je prav, polne so se odločitve jasne, kle ni treba razmišljati o ničemer, ne. Torej tisto, kar je prav, je vedno vezano in osredotočeno na bolnike. Upravljate izjemno naporno, stresno službo, kljub temu, da vedno znova lahko slišimo, da je slovenska hematologija primerljiva z razvitimi evropskimi. Sem prepričana, da morate kdaj kljub samo sporočati slabe novice, žalostne novice. Kako s tem shajate? Ne, to vedno sporočamo. Kle ni nobenih skrivalnic, ker jaz res mislim, da je bolnik glavni, in bolnik mora vedeti o sebi to, kot vem jaz, ker kaj je drugače smisel, se jaz delam zanj, jaz sem na nek način tako kot njegov suženj v narekovaju, ali pa njegova oproda, če govorimo o vitezih, recimo nekoč, ki so bili oprode. In on je lastnik življenja, in če mu jaz predlagam neke načine zdravljenja, ki so dostikrat tudi neprijetni ali pa vodijo celo v smrt, nažalost je tako, da marsikateri naš način zdravljenja vodi tudi v smrt, potem mu moram tudi predočiti stvari takšne, kot so. On mora vedeti, da je 15% umrljivost, mora vedeti, da je tok pa tok lahko druge težave. Meni se ne sme zgoditi, da bi mi kdaj kdo rekel, ampak če bi mi pa vi to povedal, se pa jaz zato ne bom odločil. En tak dogodek je tudi, recimo, se ga spomnil, zadnjič sem ga povedal, Sari, je bilo tudi
Se spomnim, ko je bil en gospod mlajši, pa smo ga presadili, pa je imel že enega otroka, pa je bil pa v redu, smo ga pozdravili, alogeno presaditev je imel, brat je bil darovalec. In mi je pa rekel, če sem 4-5 let prišel, ja veste, se je tole v redu, sem hvaležen pa to, ampak nečesa vam pa ne oprostim, Niste mi povedali, da ne moram imeti več otrok. In to, da zapreš nekoga, ki ima rad otroka, ki ima še enega otroka, vrata do otrok, ni fajn imeti ta občutek. Vse si rečeš, da imaš pa zdravje, ampak ni to vse. In recimo, to sem si zapomnil. Verjamem, da ste si iz te 30-letne kariere veliko zgodb zapomnili, pa upam, da tudi verjetno pozitivnih. Ja, so bile tudi take zabavne, recimo se spomnim enkrat ene, enkrat po polet smo hodili delati vedno na naš oddelek čas, ko sem bil specializant, pa si kropec, pa si krožil in je pa nas niso poznali, kako se kdo piše, pa tako. Ker ponovadi so se moj priimek zapomnili, ker je tak živalski. Pa je bilo enkrat, pridem na oddelek z nekih delov, pa takrat se je iskala ena gospa, pa ni vedela, kako se pišete, po mojem šlo za vas, so mi rekle sestre. Kaj pa gor, pa dol, pa prav, ni vedela, kako me ime, pa je pa vas upisala, pa je rekla, en mlad zdravnik brutalnega izgleda. To ste bili vi potem. To sem bil jaz. Z brutalnim prinkom, še vrh vsega. Brutalni izgled, jaz sem na kratko bil postrižen, zagorel po let, pa tako izgledam še bolj tako živalsko. Ko sem bil zdravnik brutalnega izgleda, pa kot en mesar, so mi tudi že rekli, Ampak jaz to vzamem kot dobronamerno, in se mi zdijo zanimive take prispodobe, tako da ni nobene zamere, ampak ta mlad zdravnik brutalnega izgleda je bil pa verjetno najbolj tak posrečen. Domnevam, da ste se fino nasmejali. Ja, meni je to zabavno, Ker priimek, ki ga imaš, če je tak čuden, je doskrat dober, doskrat slab. Recimo v šoli srednje je bil vedno slab, ker sem bil kakšen lump mal, pa vsak, če se zblisu zveril, vsak tako je vedel po pari, kako se pišeš, pa zbil, recimo, ko na novo prišel razred, si potem poklical unga k tabli, ki zvedel, kako se piše, pa sem bil zver, pa si hodil k tabli, recimo. Je pa dober tudi, če si priden, če znaš, se ti pa lahko kdo tudi na ta način zapomne. Ne samo, da nima po brutalnem izgledu in priimku, ki sodi v brutalnemu izgledu. Ja, tako je to. Profesor, omenjali ste otroke, v nekem drugem kontekstu, sicer vem, da imate sami 3, veliko let smo vas srečavali v Trnovem, vas in majhnega dečka, ki sta leta in leta v vseh letnih časih šibala na kolesu v šolo, najprej v vrtec, pa potem v šolo. Vsako jutro smo se srečavali. Ja, res je, To smo hodili, tudi v vseh razmerah, tudi v dežju, v snegu, s kolesom, in po mojem ni bilo dneva, da ne bi šla. Enkrat, pismo sem mu razbil glavo, hote, ker mu je spal, pa so šla iz vrtca, so šla na telovadbo, na plavanje v Tivoli, pa je ful snežil in mu je glava tako mahal, in mu je glava tako iz kolesa. In mene je potem zanesel nekaj na snegu in sem ga butnil v kandelabra z glavo, dokler prebil, res grozen, ampak to je klenine, jaz mislim, da je to prav, da morajo imeti to otroca, ker danes otrok sploh ne ve, kako izgleda imeti dežno kapljo na obrazu, kako ga vsi ščitijo, pa ga pripeljajo z Mercedesi, pa tako naprej, pa z BMW-ji na vse aktivnosti. To ni prav, otrok mora vedeti, kaj je biti mokr, kaj je biti to. Čeprav je pa fino, kakšen kandelaber zgrešiti, Ja, seveda, ampak zdaj pa on skače tam s tistim skejtom čez 10 stopnic, pa išče nevarnosti, tako da mu je bil nek kandelaber že namenjen, Zdaj 13 let je star.
zelo svoj glav, sicer prijazen fant, ampak zna pa zapet tudi dosti bolj predrzen še, kot sem bil jaz. Ostali dve sta pa starejši in sta dekleti, a ne? Ja, ženski, ne. Ja. Ženski, ne. Stara je 25 let, Eva Lučka je ime. Je končala 2 filozofiji tam v Parizu, eno na Sorboni. Zdaj nadaljuje življenjsko pot, je pa zelo taka razmišljujoča, tako da razmišlja o usodi vsega na dolgo in široko, kar ni moja lastnost. Jaz se recimo odločam v trenutku, sem impulziven človek, na izkušnjah, ona to melje. Mlajša hči pa, ona pa je perfekcionist, sledi starejši, ki je sorazmerno z lahkoto dosegla te svoje stvari. Super punce je in študira kle prevajalstvo, francoščina pa angleščina. Obi humanistiki. Ja. Zanimivo. Kaj pa fant pravi, da si želi? On pa bo profesionalni skater. Ja. Ja, on bo pa profesionalni skater in bo živel v Ameriki, pa tako naprej in bo doživel svet in slavo in vse, kar sodi temu zraven in bo glavni frajer sveta. Dobro. Profesor Zver, zakaj ste se odločili, da so otroci obiskovali francosko šolo pa vrtec? Pa niso. Starejša hči je bila taka zelo nenavadna. Ona je hotela iti že s 5 leti v šolo, kar je osnovno, kar se je dolgočasilo v vrtcu, pa je to nekako potem uspelo celo realizirati. Vsi so bili proti, pa potem se je izkazalo, da je bilo to prav, ker naredila z levo roko. Pa šla za osnovne šole 6. razred, se mi zdi, ali 7. je šla en semester naredila v Madrid, v Španijo. Naredila tam in bila potem na koncu s med boljšimi učenci v tistem koledžu. In enkrat, ko je bila z mojo mamo v Parizu, še kot otroki, pa sta šla mimo Sorbone in rekla, tukaj bom pa jaz hodila v šolo, pa res je, ne. Je to, ki je drugi prebrala ali kako, ampak je hec, ne, da tisto, kar je rekla, se je potem uresničilo. In jaz sem imel pač tudi to srečo, da sem pač s svojimi zaslužki lahko to omogočil. Dal sem zanjo za eno fajn stanovanje, sigurno v to izobrazbo, ampak mi ni žal za knjige, za šolo, za znanje, ni nikoli žal od denarja. In potem je študirala tudi tam, ima tam eno manjše stanovanje v Parizu, kaj bo pot zanesla, pa zdaj ne vem. Ampak ni se zabati, da je pa zanima, res zanima ta filozofija in se zapleza v to, tako da doskrat. Jaz nič ne razumem, kar mi ona pravi. Če začne, pa še hitro govorijo obe včeraj, ko začnejo s temi svojimi humanizmi, jaz to kar... To je približno tako, da bi govoril tam enemu hlodu. Zelo težko razumem, kaj mi sploh imajo zapovedati. Tako da sem inferioren. In potem me prime neka jeza in one znajo govoriti dosti hitreje kot jaz. In me povozijo. In meni misli hitro prihajajo v glavi, ker imam počasen jezik. Ne uspem sformulirati svojih stavkov, one dve pa znata to. In to je neenakopraven boj in vedno me zmažete in izpadam jaz budala. Kako pravijo, da morajo otroci preseči svoje starše? Ja, sej nimaš kaj. Ja, tako je. Čeprav je pa tako, da jaz pravim, pa po drugi strani pa jaz pravim vsem svojim otrokom, jaz sem dal pol življenja. To ne pomeni, da si vas lastim, življenje je vaše, naredite z njim, kar hočete, ampak moja pravica kot starš je pa vedno to, ki si jo bom vzel, je pa ta, da vam povedal, kaj si v tem mislim. V dobrem in slabem. In to delam, doskrat zato tudi nisem popularen, ampak mislim, da je prav, da smo starši, neki frendi, ki pijemo tam z njimi gin tonike, pa piva, pa ne vem kaj, ampak vse tudi lahko, Hkrati mu pa tudi povej, kaj prav, kaj ne. Ker smo vsem starši, imamo kakšno izkušnjo več in to sodi zraven.
Tako. Profesor Zver, zanima me, ko ste napeljali, da si je hčera želela, ko je šla z babico prvič v Pariz, je zagledala univerzo Sorbona in rekla, tukaj bom nekoč študirala in je. Nekateri ljudje verjamejo, da se stvari nekako dogajajo skladno s željami, pa potem namero, a ne delovanjem v tisti smeri. Kaj pa vi verjamete, kako vi razumete ta dejstva, da si nekdo kot otrok že nekaj želi in potem čez 10-15 let to zares tudi doseže? Voljo, samo voljo moraš imeti. Tam, ker če imaš ti neko res željo, ne, pa da nisi glih butel iz tistega področja, tako da rečem, da vsak razume, se vse lahko doseže. Ne. Ti moraš imeti voljo, željo, pa pripravljenost biti delati in decitne. Tudi recimo medicina, ni treba biti preveč pameten za to končati. Če imaš voljo se toliko in toliko učiti, ni problem končati pa biti soliden zdravnik. Kar pa ne pomeni, da si boš pa odličen zdravnik, ker to je pa še ena stvar zraven, ker ni vse v knjigah. Recimo v knjigah je 80% kako bolezen neka gre, 20% gre pa čist po svoje. In če ti ne znaš razmišljati po svoje, abstraktno, drzno, tako kot se ne razmišlja, takrat, kaj treba, ne boš znal tega spoznati. In če si vkalupljen v tisto knjigo, da je to knjiga Iberalesa, pa imaš težave. In ker te ljudje ne prihajajo, jaz tudi sem bil med njimi, jaz danes nikoli ne bi prišel, sem čez sito uspeha, taki ljudje ne prihajajo na našo fakulteto več, da so svobodomiselni, da znajo s tabo se tudi kaj na taf, na ostro, na resno pogovoriti, seveda o merah nekih dostojnosti. Recimo jaz vedno pravim študentom in vsakemu sestram, tem, ki so pri naši službi, meni lahko rečete vse v tej sobi, lahko mi rečete, da sem bedak. Vse mi lahko rečete, samo zunaj, ko boš pa prišel, bom pa jaz zate najboljši predstavnik na svetu. Družina pravijo, Tako, ja. To je ta sistem. Tako, to je prav, vse smo, vse preživimo itak, nekaj časa drug z drugim in če imajo oni neko stisko, dosti kdo pride, pa pomagam po svojih močeh, in obrajo, pa naredijo oni meni neko uslugo. In mi smo dejansko, vidimo se več kot s tistimi domami. Doma, tako je. Omenjala sva kolo, pa nezgode in prigode s sinom in kolesom. A ste malo zamenjali to svojo strast zdaj z oldtimerji? Ne, to je naključni nakup bil, ta moj Volkswagen. Jaz se pravim, jaz sem zelo... v hrošču, rdeči. Ja, jaz sem zelo impulziven in me imamo od enega dobrega prijatelja poklicala, če bi eno sliko iz ene vasi, ki mi je bilo čas blizu. Pa sem rekel, pa grem, ker je umrla babica. Pa sem tam to sliko dobil, pa bil zraven še ta hrošč razbitina. Sem rekel, kaj pa to tudi prodaš? Maja. Pa je rekla ta gospa, je rekla, pa ja, dam, Se kačem s tem, pa sem ga kupil, in ker je bil stric avtomehankar včas za golfa, sem ga porihtal. Sicer ne prav optimalno, sem ga potem še mogel še malo dodelati, ampak zdaj je krasen, vozen. Zakaj je rdeč? Ker je kri rdeča in če si hematolog, moraš imeti rdeč avto. Ker je kri rdeča, mora biti barva arterijske krvi. Arterijska krvi je hitra, brizga, živahna, pride povsod in to mora biti nekaj drugega kot rdeča kri. Da pa ljudi zmede, ali pa da res ne vejo zakaj, ima pa na registrski tablici napisan blue. Kaj ima napisano? Blue, kot moder. Aha, okej, da potem razmišljajo. Zakaj piše blue, če je rdeč? Ker je živo rdeč, tako naprej. In je fajn se voziti s tem avtom naokrog. Ker meni se rado spi za razdravil, ki jih jemljem, natapa avto, pa brni blazno. Piha najbrž. Pozimte zebe blazno, ker razni v levi gležen, ker piha vroč zrak in imaš opekline, dobiš, če se peleš kam davč, in pa še v kasetar Blaupunktov. Pa sta malim recimo poslušala kakšen Beastie Boys, eno kasete sem najdel takrat iz tistih časov, iz leta 85-80, ko sem hodil v šolo, imel kasete, pa te kasete recimo poslušala, pa se avto miga zraven, v ritmu znava,
take neumnosti. Zdaj domnevam, da kakšni stari pod 25, ko naj poslušajo, ne vejo, kaj so kasete, ne, najbolj. Ja. No, je pa tudi druga zgodba, ne, sem pa moja mama enkrat z njim prišel, pa je bila jezna, ni hotel iti v avto. Sem je prišel iskat, šla na pogreb od njene sestre, pa sem prišel iskat z avtom, pa je bila res tako jezna, ni hotel iti noter, sem jo konec pripričal, da je vstopila. Ne. Pa potem je bila zadovoljna z... Ne, skozi je predržala, dajme ven, ne smo šla z avtobusom, pusti, ustavimo tukaj. Kam se vozite z tem eritrocitom? Ste rekli, da je ta avto eritrocit? Ja, gre na, ja, to ne, nisem to jaz rekel, to je Drago Ivanuša s pesmo Pesem. Ja. Se na YouTubeu vsi jo lahko slišite, ne, naredila ena tako lepo pesnico. Narava na večerjo, aj samo na pier, rečemo hrošču, lepotica in zver. Narava na večerjo, aj samo na pier, rečemo hrošču, lepotica in zver. Noč kamor pride, ne, včasih v gostilno, čas na morje, tudi v Prekmurje sem se že zapeljal. Tako da gre. Ja, to je Drago Ivanuša zapisal pa še pesem, tako da na YouTubeu imate, če si pogledate. Lepotica in zver. Lepotica in zver, seveda, ne vem, ali to misle name za oboje, ne. Po moje je bilo mišljeno ta lepotica in zver, da sem jaz to boje. Ali pa da sem jaz to boje. To je zdaj treba razdelati, ne? Tako da to je vsakmu na sebi, da si... Če Ivanuša bomo kar vprašali. On ni realen, se bo zlagal kaj. Dobro. Povejte mi, kam boste peljali tale avto vaš na dopust? V Piran, v garažni hiši, verjetno bo prebival nekaj časa v garažni hiši na Piranskem klancu, na Fornačah, tako da on bo tam tudi malo doma. Kaj pa boste vi v Piranu počeli? Jaz bom pa predvsem probal delati nad službo, se pravi, mail bom sigurno čekiral. Probam prebrati kakšne članke za nazaj, kakšno knjigo. Brez strokovnega, da ne bi prebral, je to težko. Imam ta namen, ampak to mi nikoli ne rata. Probam nič ne napisati, ne, kar tudi ne vem, če mi bo uspel. Ampak se pravi, moja partnerka je precej huda to zadevno, tako da če bo veliko, če kakšen dan bo mogla skočiti, verjetno tudi v Ljubljano. Pa če ne bo preveliko v Ljubljani, bom mogoče uspel to, če bo pa veliko. Bi pa priložnost delati tu, vse veste, kako to gre, ne, pa zna biti problemi pol, ne, ampak večeroma znam pa bom pa na izi, ne, malo na kolo zgodaj zjutraj, pa malo se grem kopati, pa malo sup, pa tako naprej, luštam pa v izi, ne, malo enuhart, če znam, se nikoli nisem prav znal, ne. Se pravi, da to tako kot vožnja bicikla, ne, da se spomnimo, ko je priložnost. Ne, jaz bicikl skozi grem, ne, ampak tudi tega ne moram pozabiti, ne, bicikl je zame ekstra kategorija, ne. Ne, imela sem v mislih lenuharjenje. Ja, ne, s kolesom težko karkoli drugega spremenjam, ker kolo je zame res vitalnega pomena. Tudi recimo, ko nekoč, zdaj grem, recimo, da moram več to, ker sem zaradi Parkinsona, ne moram več to kolesariti, kot včasih. Sem bil 6, 8 ur, 10 ur na kolesu, zdaj sem recimo lahko 2, pa sem razmatren. Ampak nekoč bom tudi mogoče sam 5 minut, pa bom vsem šel, pa kaj. Ja. To je taka globoka ljubezen, ne, do tega kolesa. Res je. To imaš vse, ker si kolesar, ne, in tudi plek se srečaš kakšnega bolnika, kaj kolesar ali pa tako, ne, imaš malo drugačen kontakt, ker se ne bi bilo ne vem kaj, ampak večkrat mi čutiš to nek dodaten povezavo, tako je, exactly. To je kar fajn stvar, ne. In pa kolo ti veliko da, ti prešteješ ovce doskrat v glavi, ne, ko greš v hrib, ko se napredeš, ti imaš en tak brainstorm in se doskrat spomniš kakšnih rešitev za kakšnega bolnika, ki leži na oddelku, ker ne veš, kaj mu je, pa pride, kaj pa če je to, ne. Pa res to, ne, kaj ta zgar preštudiraš. Hočem reči, res
pomirite, odpreti nove razmerje, tako da res je stvar ta bicikl. Tukaj imam še ogromno vprašanj za vas, tako da bo treba še kdaj vas obiskati, to tako Elinel na obisku. Tisto, kar me pa najbolj zanima zdaj za konec, pa je, kje bo ta stari hrošč čez 10 let, bo v garažni hiši v Fornačah. Pri meni bo seveda takrat bo še bolj sviziran, šel bo 200 na uro, ne zdaj kot 110, ki gre maksimalno po klancu navzdol. Še lepši bo, še bolj proti jari zaščiten. Jaz sem bil še šarmantnejši videz, ker bom imel sive lase. Moja partnerka Sara sploh bo še lepša, ker je itak ženska, in tako naprej. Moji otroci mi bojo poslušali in vse, kar jim bom rekel, bojo spoštovali. Skratka, cedili se boste med in mleko. Tako zanimalo me, če bo to v Piranu ali v Ljubljani. Po moje po celi Sloveniji, ne heca se, To je malo bilo. Včasih smo imeli eno gledališko skupino Kut Koseski, kot srednja šola, in tam je bila, smo bili namensko tako, da smo se samo pašili, kot bi rekel Ivan Vesel Koseski. Tako, recimo smo bili takrat predvsej popularni za tiste trenutke, smo imeli intervjuje po nekih antenah in tako naprej, časopisih stopi in so vprašanje, recimo, kako ste začeli igrati. Začutili smo, da smo res dobri, da boljših ni nam prestalo druge, kot da smo šli v gledališče, kjer so takoj spoznali našo veličino, in to je bilo v smislu tega nakladanja, včasih me prime tako samo pašne. V Piranu bom verjetno na stara leta, čeprav jaz se sebe ne vidim, da bom kdaj nehal delati. Seveda to prestolništvo par stvari moramo še urediti. Predvsem moramo urediti dnevno bolnišnico, pa naše nove ambulantne prostore, ki bo zelo verjetno v prizidku ZVD čez 3 leta. Tako da to še zrihtam. Pa grem iz predstojnika, ampak delo bom pa še vedno, ker ne moreš ne delati. Ne predstavljam sam sebe, da bi sam se imel fino, Ker delam rad, to je moje življenje, to je drugega ne znam. Pa tudi komu lahko kaj pomagam, Se pravi, jaz zdaj že v letih, ko novih člankov naberem, vedno mi povejo ali pa tu pa tam. Imam pa nekaj, kar drugi nimajo, imam pa izkušnje, pa občutek za ljudi, pa za bolnika, pa vem, kaj komu sodi, kaj kdo lahko zdrži bolj kot katerikoli drug tukaj pri nas. In to nas dela pa tudi dobro kombinacijo. Njihova mladostniška zaletavost, pa znanje, pa moja starostniška starokopitnost, pa klasicizem, izkustveni klasicizem, lahko rečemo temu tako, mogoče, če se politerarno izrazimo. Tako. Omenili ste enkrat vmes profesorja Petra Černelča, in se mi zdi, da ko enkrat zdravnika na mesto, naprimer specialist hematolog, ali pa samo, ali pa doktor, predstojnik, pa zver, če nadaljujem, se mi zdi, da ko enkrat ljudje tega zdravnika začno nazivati profesor, da je tudi vrhunec. To je res, mislim, jaz se dolgo časa nisem mogel navaditi, če profesor, pa sem gledal, kdo bi to bil. Pa ti kar verjetno v tem, ko sem kar pripravil, vsakom od nas je tudi nekaj samopašanja, pa samovšečnosti. Pa ti pa to začne kar všeč biti, Sem všeč. Poštejem povedan, všeč, ker drugače bi rekel, dajte ne kličite me tako, Tako da so ta pota samovšečnosti so zavita, ampak na koncu se odprejo v široko ravan, in to je res, Je pa še nekaj, kar vsi pravijo, da ne bojo samo tako, da pravijo tudi slabe stvari, pravijo tudi ljudje. Najslabše, če te pogleda profesor. Profesor, najlepša hvala za ta pogovor. Se pravim, da ne boste rekla naslednjič, ko se vidva, najslabše, če me pogleda profesor, Da še enkrat ponovim, kar jaz sem trmast. Zadnja beseda mora biti moja, Slovensko združenje bolnikov z limfomom in levkemijo se na obisk povabi spet prihodnji petek ob 12. uri.